Dober večer. Danes imam temo Božja beseda osvobaja. Osvobaja. Od česa? Osvobaja nas od nemira, zamer, od žalosti, od vojen, tudi od smrti. Božja beseda je brezpogojna ljubezen, s katero je Bog ustvarjal in še vedno ustvarja preko svojih božjih otrok. In Božja beseda se je učlovečila in ljudje so jo videli, slišali, in Božja beseda je postala meso. In ko se je Jezus rodil, ljudje niso razumeli, kakšen blagoslov smo dobili, ko se je rodil Jezus. V Svetem Duhu je bil spočet in prišel je z misijo na to zemljo, da odpravi smrt. Ja, da odpravi smrt. Ljudje, tudi verni, mislijo, da morajo umreti, da mora vsak umreti in da bo smrt odrešila vse probleme človeštva. Ker po smrti bomo prišli v Božje kraljestvo. Vendar to ni res. Resnica je resnica. Jezus je prišel na to zemljo odpraviti smrt. Prinesel je večno življenje v telesu. In to je tudi dokazal. On ni rabil iti na križ. On bi, ker je Božji sin, bi lahko se ognil temu mučenju in zemeljski smrti. Lahko, vendar misije ne bi bilo. Zakaj je res Jezus moral priti na to zemljo? Prevzel je zemeljsko telo, da smo ga lahko videli. Ker z našimi očmi ga ne bi videli in ga tudi sedaj ne vidimo. Ker je v Božjem kraljestvu in naše Božje oko je še vedno zatemnjeno. In zato je prevzel zemeljsko telo. Prišel je med zemljane v tistem času, ko je bilo vse narobe. Greh se je zelo pomnožil. Bolezni so se pomnožile. Krivice so se množile. Vojne so bile. Smrti, kaznovanja. In ljudje so čakali obljubljeno rešitev, ki je bila napovedana že v Izaiji, da bo prišel na zemljo odrešenik, Božji sin, ki bo ne samo ozdravljal ljudi, ampak jih tudi osvobodil od smrti, osvobodil od demonov, od vojen, od jez, zamer, od agresije. To je bila dana velika obljuba. Ljudje so čakali in rodil se je odrešenik. Trije kralji z vzhoda so ga prišli pozdraviti, mu prinesli kadila, miro in tudi zlato. Pa so bili kralji
In vendar so se prišli k njemu pokloniti. Ker so vedeli, da se je za ta planet, za to zemljo, zgodil velik čudež. Na zemljo je prišla beseda Božja v obliki Jezusa Kristusa. Kot Božji sin se je rodila prvi rojeni Božji sin. In marsikdo v Izraelu se ni zavedal, da jih čaka odrešenje, osvoboditev od grehov, od smrti, od trpljenja, od vojen. Jezus je rastel in po svojem krstu je 40 dni bil v puščavi, kjer je se pripravljal za svojo javno službovanje. 3-krat je bil napaden od Satana, upornika, ki zavaja ljudi že od nekdaj in si prisvaja to zemljo kot svojo lastnino. In si želi, da bi tudi oni, ljudje, zemljani, poslušali samo tisto, kar ni resnica. Da bi nasedali lažem, prevaram. Da bi umirali, se vojskovali. In ta Satan, hudič, ki je zavajal vse zemljane, je bil izzvan z Jezusovim rojstvom. Ko je Herod zvedel, da se je rodil Božji kralj na zemlji, je dal pobiti vse dečke v Judeji, v veri, da bojo tudi tega otroka, kateremu so se prišli pokloniti 3 kralji z vzhoda. In vendar ni bil to Božji načrt. Božji načrt je bil, da dobimo osvoboditev od smrti, od grehov. Bog ni dovolil, da bi ga ubili. V sanjah je bil Jožef opozorjen, da mora zbežati v Egipt. In tako je zaščitil svojega zemeljskega sina. Čeprav je videl, da je njegova žena Marija spočela po Božji volji v moči Svetega Duha. In bil je poslušan Bogu in je tega otroka sprejel za svojega sina. In Marijo za svojo ženo. Jezus se je vrnil nazaj, ko so bile nevarnosti odstranjene. In krstil se je. Takoj po krstu se je nebo odprlo in Sveti Duh ga je blagoslovil in iz neba se je slišal glas. To je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje, in poslušajte ga. In ob krstu je Sveti Duh prišel na zemljo z misijo. In ta Sveti Duh je vodil Jezusa v puščavo, kjer je prestal vse teste. Prvi test je bil, če si res Božji sin, reci kamnu, naj bo kruh. Pa je Jezus odgovoril, človek naj živi od vsake besede Božje, ki prihaja iz Božjih ust.
Drugi test je bil, če si res Božji sin, vrži se v globino, vse te bojo angeli nosili. Pa Jezus imel tudi besedo za ta izziv. In je rekel, ne izzivaj Boga po nemarnem, ne skušaj Boga. In zadnji, tretji izziv je bil, ko mu je Satan ponudil vse bogastvo na tej zemlji, da bi bil kralj te zemlje. Najbogatejši človek na tej zemlji, samo če bi se poklonil njemu. In tudi ta izziv je Jezus zavrnil z besedo: proč, Satan, od mene. Jaz imam boljše kraljestvo. In po 40 dnevih posta se je Jezus vrnil med svoje brate in sestre nazaj v Judejo in začel je delati tako, kot ga je Sveti Duh vodil. Bil je poslušan Božji besedi, Svetemu Duhu. Prvi čudež, ki ga je naredil, je bilo na svadbi, ko je vodo spremenil v čudovito vino. In potem so se čudeži v moči Svetega Duha dogajali. Ozdravljal je bolne, obujal mrtve, učil je v shodnici, v templu in izzil tedanje velike duhovnike in farizeje s svojo modrostjo. In dobil je sovražnike, duhovnike, farizeje, pismouke. In njegova misija je bila, da pokaže stajenje od mrtvih. In zato se je pustil križati. Vse je vedel, kaj ga čaka. Vedel je, da ga bo Juda izdal. Vse je vedel. In tudi napovedal je, da bo trpel za grehe človeštva, da nas bo osvobodil od smrti. Ker smrt je nagrada za greh. Smrt je nagrada za odsotnost vere v Božjo pravičnost, v Boga, v Očeta, ki je vse ustvaril vidno in nevidno. In ko je bil na križu in na levi strani imel razbojnika in na desni strani imel razbojnika, ki sta bila tudi križana, pravično, za svoje grehe, ker v stari zavezi si bil blagoslovljen, če si delal po zakonu, po zavezah, in bil si preklet, če si kršil postavo, izraelsko postavo. In ti dva sta jo kršila. Bila sta kaznovana po postavi izraelski. In en razbojnik se je obrnil k Jezusu in ga prosil, a bi tudi se mene usmilil in me popeljal v Božje kraljestvo. In Jezus je rekel, ker veruješ vame, ker si me priznal, ker se nisi norčeval iz mene kot vsi ostali, tudi drugi razbojnik, ki je tudi bil križan, se je norčeval. Haha, Jezus, če si res Božji sin, zakaj si križan? Zakaj sebe ne rešiš?
vendar drugi razbojnik je vedel, da je Jezus odrešenik. In ga je prosil. In Jezus je preprosto rekel, tudi ti boš z menoj v raju, ker je Jezus prišel, da nas odkupi od vseh grehov. To je darilo, to je milost. Stare zaveze ni bilo več, ko je Jezus izrekel besede. Predno se je poslovil od zemeljskega življenja. Moj Bog, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Moč križa je bila v tej besedi. Moj Bog, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. To je milost. To je ta Božja ljubezen. To je ta misija, ki jo je mogel Jezus narediti za vse nas, da smo spoznali moč osvoboditve od greha, ki je samo v odpuščanju. In kdor ne odpušča, je v zameri, zboli, umre slej ko prej. Kdor pa je voljen razumeti bistvo križanja in moč odpuščanja, moč ljubezni, s katero je Jezus pretrpel to sramoto in vse te bolečine zemeljske. Kdor to razume, se osvobaja od zemeljskega razmišljanja. Ker Božja beseda nas osvobaja od zamer, od bolečin, od vojen in tudi od smrti. Samo popoln Božji sin, čista ljubezen, je lahko odpustil vsem, ki so ga križali, vsem, ki so ga izdali, vsem, ki so se norčevali iz njega, vsem, ki niso verjeli, da je Božji sin. In veliko je ljudi, ki še danes ne verjame, da se je že vse to zgodilo pred skoraj 2000 leti. Da je milost tukaj, na zemlji, v moči Svetega Duha, ki nam ga pošilja Jezus Kristus iz neba, kjer se trenutno nahaja. Vsi poznamo zgodbo, tisti, ki smo verni, ki beremo Sveto pismo. V apostolskih delih lahko preberemo v 9. poglavju od 1. do 20. vrstice, kako je Savel preganjal vse sledilce, ki so verjeli v vstajenje v Jezusa, da je vstal od mrtvih, da ga je Bog obudil od mrtvih. Niso tedanji gospodje, farizeji, duhovniki dovolili, da bi se oznanjala ta čudovita resnica. Niso želeli in so vse, ki so verjeli, ki so 40 dni po vstajenju gospoda Jezusa videvali Jezusa, bili z njim, preden je imel ponovni nebohod nazaj v Božje kraljestvo. In učenci, ki so gledali ta nebohod,
Gospoda Jezusa po vstajenju v nebo. So si želeli, da bi bil Jezus tukaj na zemlji, da bi vstal z nami, z njimi. Pa sta dva angela v belem rekla njegovim učencem: kaj gledate v nebo? Tako kot je Jezus prišel na zemljo, tako kot je sedaj odšel nazaj v nebo v poveličenem telesu, tako bo tudi Gospod Jezus prišel nazaj v poveličenem telesu v tistem času, ki ga je Bog določil. Trenutno imamo na zemlji Sveto pismo, imamo Svetega Duha, imamo učence Jezusa Kristusa, vendar drugi prihod Jezusa še čakamo. Zakaj? Ker se mora evangelij, resnica, radostna vest razširiti po vsej zemlji. Vsi moramo slišati to veselo novico, da lahko sprejmemo v svoje srce brezpogojno ljubezen, s katero lahko odpustimo vsakomur, ga blagoslovimo v imenu te brezpogojne ljubezni, se očistimo, se osvobodimo vseh grehov in vseh zamer, in da zaživimo Božje življenje tukaj zdaj na zemlji. Ker Bog je ustvaril ta planet za življenje, za radost. Bog je zdrav in ima željo, da smo mi zdravi. In kot je Jezus pokazal, ko je bil z nami na zemlji, ozdravljenje, obujenje od mrtvih. Tako vsi tisti, ki verujemo, da Bog ne laže, da je Jezus živ, da nam pošilja Svetega Duha, lahko v imenu in v moči Svetega Duha blagoslavljamo naše sovražnike in želimo, da se sleherno koleno pokloni Božji ljubezni, ki je darilo za vse nas, zastonski dar. Jezus ni prišel na ta svet soditi svet. Ni prišel za zdrave ljudi. Prišel je za bolnike, za grešnike, za vse tiste, ki verjamajo v smrt, v sodbe, v kazni. Prišel je, da nas osvobodi, ker Božja beseda nas osvobaja. Osvobaja nas od greha, od smrti. In to je resnica. To je resnica. Kdor govori, da bomo umrli, tudi tisti, ki verujemo v Jezusa, ki smo se že krstili, še nimajo spoznanja. Ker umre se takrat, ko se odločimo, da bomo staro življenje pokopali v vodi s krstom in v moči Svetega Duha vstanemo v novo življenje. Temu se reče novo rojstvo v duhu in resnici. In tisti, ki smo to že naredili, imamo spoznanje. In vemo,
da smo osvobojeni po milosti v moči Svetega Duha. In samo Sveti Duh je tisti, ki nas osvobaja. Sveti Duh je tisti, ki je vodil Jezusa po puščavi, ki je zdravil bolnike skozi Jezusa. Samo Sveti Duh je tisti, ki je Marijo blagoslovil, da je rodila Božjega sina. In Sveti Duh je 50. dan po vstajenju, po nebohodu Jezusa krstil več kot 120 učencev od Jezusa. In Sveti Duh je še vedno tisti, ki je na delu, ki nam ga pošilja Bog in Gospod Jezus iz neba vsem, ki prosimo, trkamo in molimo. In vedeti moramo, da Božje kraljestvo je odprto samo za tiste Božje otroke, ki so se odločili za ljubezen, ki so vsem vse odpustili, ki delajo za ljubezen, ki verjamejo Svetemu pismu, ki verjamemo v moč vstajenja, ki verjamemo v to, da Božja beseda osvobaja vse nas od trpljenja, bolezni, od smrti. Kdorkoli, ki je v preizkušnji, da ga ali ubijajo ali so potresi, zaspi v veri v vstajenje, bo vstal. Zakaj? Ker Bog Oče, ki je poslal Jezusa Kristusa na to zemljo, je tisti, ki obuja mrtve, ki je obudil Jezusa, ki obuja vse tiste otroke, ki verjamejo v ljubezen, v življenje. In v 5. Mojžesovi knjigi, v 32. poglavju, 39. vrstica, si lahko vsak izmed nas prebere. In bom tudi jaz vam prebrala. Poglejte zdaj, da sem jaz Bog in da poleg mene ni drugih bogov. Jaz usmrčujem in jaz oživljam. Jaz zadajem rane in jaz uzdravljam. Nikogar ni, ki bi lahko koga rešil iz mojih rok, in jaz dvigam roko proti nebu, jaz, ki živim večno. Kaj to pomeni? Ko sem se osebno poslavljala od svojega 4. otroka, 3. sina, sem pogledala na nebo in rekla, moj Bog, zakaj si to dopustil? Da se je to meni zgodilo. In dobila sem besedo, ki me je osvobodila. Jaz sem tisti, ki dajem življenje, ko jaz želim, in jaz sem tisti, ko življenje tudi sprejmem, ko jaz to dovolim. Nihče od nas ne ve, ne dneva, ne ure, kdaj bomo zapustili zemeljsko življenje. Tudi jaz ne vem. Vem pa nekaj. Vem pa zelo dobro nekaj. Da je Oče, ki me je ustvaril, tisti, ki me bo sprejel, da je Oče tisti, ki me bo obudil, če bo on to želel, in da dovolim, da se dogaja Božja volja, kakor na nebu, tako tudi na zemlji.
Vem, da je moja tema danes zelo, zelo za marsikoga preveč mogoče biblijska, preveč svetopisanska. Vendar vedeti moramo vsi, tudi jaz, da je Bog življenja, da je Bog vse ustvaril z ljubeznijo in da je Bog milost. Da nam je poslal svojega sina, da nas je odkupil in osvobodil od greha in od smrti. Vedeti moramo, da je to tukaj ta resnica za vse nas, ampak samo zato, ker nas ima Bog neskončno rad. Vsakega izmed nas. Satan in hudobni duhovi, kateri je Jezus izganjal z Božjo besedo, ne marajo te resnice. Vse bojo naredili, da ta resnica ne bo šla med ljudi. V zgodovini je bilo veliko križanj. Savel je učence Jezusa Kristusa preganjal, dokler na poti v Damask, ker je hotel v vzhodnici zapreti vse verne, ki so verjeli v ime Jezus Kristus. Je bil obdan svetlobo Božjo. Padel je na tla, na poti v Damask. To lahko beremo v apostolskih delih 9. poglavje od 1. do 20. vrstice. In Savel je zaslišal: Savel, Savel, zakaj me preganjaš? Savel je padel od močne svetlobe na tla in je oslepel. In vprašal ga je: kdo pa si? In Savel je slišal: jaz sem Jezus, ki ga ti preganjaš. Pojdi v Damask. In ljudje, s katerimi je bil Savel, so ga odpeljali, ker je bil slep, v Damask, kamor so prišli Jezusovi učenci, ki so bili tudi informirani, da morajo moliti za Savla, da je slep. In vendar so učenci se najprej upirali, zakaj on preganja nas in ubija sledilce tvoje, zakaj bi molili za njega? Rekel Jezus: molite za njega. In so res molili za slepega Savla in je spregledal. Spoznal je resnico in resnica ga je osvobodila, ker Božja beseda osvobaja od naših zmot, zablod, od temin, od jeze, sovraštva, od greha, od smrti. Savel je postal Pavel, najbolj goreč apostol Jezusov, ki je bil tudi preganjan in velikokrat mučen in zaprt zaradi Božje besede. In ko je spoznal resnico, ga je resnica osvobodila. In obžaloval je, da je preganjal Jezusa in njegove učence. In jaz verjamem, da marsikdo, ki sedaj preganja resnico, ki jo izkrivlja, ki je namara, bo slej ko prej tudi spoznal resnico, ki ga bo osvobodila. Ker Božja beseda osvobaja vse nas od zmot, zablod. Tudi jaz osebno sem bila v zmotah in zablodah do 33. svojega leta. Vendar nekaj vem, da obstaja resnica, ki osvobaja. To je Božja beseda, to je Božja ljubezen. In Sveti Duh je tisti, ki nam naše temine iz oči odstranjuje, naše bolečine ozdravlja. Sveti Duh je tisti, ki nas odrešuje.
Sodba ne odrešuje. Jeza ne odrešuje. Bolezni ne odrešujejo. Tudi smrt ne odrešuje. Odrešuje Božja beseda. In Božja beseda osvobaja. To je bila moja tema danes. Marsikdo je ni zdržal niti do konca poslušati. Imamo svobodno voljo verjeti ali Bogu ali verjeti temu svetu. In kdorkoli je zdržal do konca, želim, da ga Sveti Duh osvobodi od vseh zmot in zablod tega sveta in da je svoboden zaradi milosti in ljubezni vsemogočnega Boga, ki nas neskončno ljubi. In vse to bi rekla danes in se vam zahvaljujem za vašo pozornost. Hvala lepa.